Kot vemo, je slovenska država lani praznovala 20-letnico svoje samostojnosti in s tem tudi 20 let zunanje politike. To je sicer majhna časovna enota v primerjavi s tisočletnimi sanjami, toda obenem tudi dovolj dolgo obdobje, da lahko potegnemo črto in naredimo obračun, pogledamo, kako se je slovenska diplomacija znašla na tujem parketu, po kakšnih smernicah deluje zunanja politika, kakšne so njene dobre in slabe plati. Vse to je strnila v knjigo Saša Widmajer, knjigo z naslovom Čas odraščanja. Začnem pa, kako nastajajo države, noter je vključen tudi memoarski del, kako je nastajala slovenska država, govorim o specifikah majhnosti, o tem, kakšno identiteto ima slovenska zunanja politika. Ozrem se tudi na tiste figure, ki jih smatram za ključne, to sta za razumevanje slovenske zunanje politike, to sta premier Janez Drnovšek in zunanji minister Dimitrij Rupel. Potem drugo poglavje je namenjeno poti na zahod, učlanjevanju in življenju v Evropski uniji, potem tej bolj dvoumni zgodbi približevanja NATO in v bistvu temu, čemu pravimo v bistvu antiklimaks, ko se je članstvo dejansko zgodilo, odnosom z Ameriko, ki so seveda zelo neizenačen odnos glede na velikost in tako naprej, v katerem seveda, ne glede na to je pa seveda problem, da v tem odnosu tako kritično primanjkuje spoštovanja in tudi samo spoštovanja našega. Potem je, kot rečeno, to poglavje o odnosih sosedov, na koncu pa se posvečam problematiki profila, tem v bistvu nastavkom za profiliranje države. Govorim o Balkanu, o tem dolgem begu Slovenije od Balkana in potem o približevanju, ki se je začelo razmeroma pozno in v bistvu je bil ta prostor do določene mere že zaseden. Potem mednarodnim sezonam slovenske diplomacije, tem mandatom v Varnostnem svetu, v OVSE-ju, predsedovanje EU. In potem na koncu nekaj temu, čemu jaz pravim lepe zgodbe, to so od tega sklada ITF do humanitarnega projekta za pomoč palestinskim otrokom in nenazadnje tudi podpora Turčiji, kot ena taka gesta, ki je dosti redka v Evropi, ampak je pri Sloveniji konsistentna. To je, kar se samo vsebine tiče. Glede enega vprašanja o problemu nastanka in rojstva držav. Moje razumevanje mednarodnih odnosov je pač tako, da države umirajo in nastajajo, ko se spreminja mednarodna ureditev. Od 1555, kaj je bilo takrat? 1555 je bil Augsburški mir, 1648 je Vestfalski mir, 1815 je Pariška konferenca plus Dunajski kongres. 1914 je Prva svetovna vojna. Zdaj, države nastajajo in umirajo takrat, kadar se menja mednarodna ureditev. V 20. stoletju se je to zgodilo 4-krat. Če jaz to rečem, ne želim nikomor odvzeti častnih mest osamosvojiteljev, osvoboditeljev, tistih, ki želijo sedeti in bodo še sedeli v prvih vrstah, nimajo žal. Tisto, kar moramo mi razumeti, je to, da nastajajo in umirajo takrat. Moja država je nastala skupaj s 25 državami v trenutku, ko se je spremenila mednarodna ureditev. Ko se spreminja mednarodna ureditev, umirajo imperiji, avstro-ogrski, otomanski, rusko cesarstvo, ali umirajo države, kot je umrla Jugoslavija, kot je umrla Čehoslovaška, kot ni več Sovjetske zveze, in nastajajo nove države. Zdaj, to novo mednarodno ureditev je treba na novo splesti in zgraditi z nečim, čemur se reče vrsta mednarodnih sporazumov. Slovenski diplomati so bili pragmatični, odločni, samozavestni, dostojanstvo, brez patetike. To je tisto, kar si želimo v zunanji politiki, kaj ne? Novinar mora biti tisti, ki mora znati presoditi. Na uredništvo mora biti pa s hrbtenico, a ne? Točno to ščititi svojega novinarja. S hrbtenico, to je to. Druge ni, ne?
težave so sosedi, ne? Sej mi ga nimamo težave z Norveško pa z Islandijo. Sosedi so težave, ne? A razumete, sej Nemci in Francozi so imeli težave zadnjih 400-500 let, ne? Poljaki in Rusi tudi zadnjih ne vem koliko let, ne? Sosedi so države. In tukaj smo naredili eno stvar, ki je pomembna, ki je geopolitično, geostrateško pomembna. Zakaj? Slovenija je vodila politika od leta 1991 naprej tako, da ji je uspelo nekaj, kar je zelo pomembno. Odtrgati en del geopolitičnega prostora bivše Jugoslavije in ga spraviti v zahodno družino držav in s tem odpreti pot vsem tistim, s katerimi smo živeli 70 let in jim želimo dobro, da postanejo del te družine držav. Zakaj? Zaradi tega, ker se ukvarjajo s problemi, ki so za njih sami nerešljivi. V mednarodni politiki, v vsakem dobrem diplomatskem učbeniku piše, da je Balkan sinonim za nerešljiv problem. Balkanizacija ali mutatis mutandis libanonizacija sta dva terminus technicus, ki pomenita nekaj, kar ni rešljivo. Ukolikor je Slovenija šla noter, če bo drugo leto šla Hrvaška, če bo to imela srečo tudi Bosna ali Srbija, za njo ne vem točno, pa tudi drugi, bi utegnili nekaj, kar je sinonim nerešljivosti, geopolitično rešiti. Tudi nam je, odkar smo v Evropski uniji, lažje in imamo srečo, da nismo prepuščeni sami sebi. Mi, če bi bili prepuščeni sami sebi, jaz ne verjamem, če bi zmogli demokracijo. Tako pa imamo kot nek Orban, tako pa imamo kot, ne vem, razni drugi, kako bi rekel, tisti, ki se uvežbavamo v demokraciji, nek zunanji nadzor. Skratka, v odnosih sosedi je Slovenija naredila eno pomembno stvar. Predvsem je dokazala, da zna rešiti probleme. Tako, da jih mednarodna skupnost sprejema. Drugič je pokazala, da je kredibilen partner, se zna sklepati take pogodbe, da dobivajo konfirmacijo tudi drugi. Od vseh teh države, ko nastanejo, vedno nastajajo specifični problemi, ki zadevajo nove nastanek. To so problem mej, to je problem sukcesije, to so problem nepremičnin, to so vse tiste grozne stvari, ki se vlečejo desetletja. Mi smo vseeno šli, mi smo imeli en problem, kjer se jaz sam sebe krivim, upam, da ne upravičeno, okoli Višegrada, kjer je šel za narobe geopolitični razmislek. Ti tam vidiš, da moraš misliti z lastno glavo. Mi smo v Evropski uniji, ampak Evropska unija nam ne prepoveduje misliti z lastno glavo. V bistvu zahteva misli z lastno glavo ali pa boš plačal ceno. Tukaj je eno poglavje noter, Slovani in Evropa, ki je vredno tehtnega premisleka. Ena zelo velika napaka je seveda Vilnius, ta podpora iraški vojni. Tle je Slovenija padla čisto v kontekst tudi teh ostalih srednjo-vzhodnoevropskih držav. Tako, ne vem, če gremo na ene pojme, se mi zdi pa največji problem v bistvu to, da ni imela ta država včasih dovolj spoštovanja tudi sama do sebe in tudi ne dovolj v bistvu te samozavestine. Tega, da bi se zavedala, da to, če si mejhan, ne pomeni, da v bistvu se lahko nekaterim stvarim odrečeš. To recimo se v odnosih z Ameriko recimo vidi. Zato, če je pač ta odnos tako zelo neizenačen, ni treba recimo, da je oropan vsakega spoštovanja.